Pozdravljeni. Danes se je iztekla prva akcija gibanja Kako živ si. Zadnje 3 tedne smo namreč na spletnem mestu www kakoživ.si merili živo Slovencev in rezultat je, da smo Slovenci precej živi. Takih, ki so precej živi, je 28,1%. Vseh tistih na pol živih pa je sicer nekaj manj, 28%. Dva ekstremna pola pa kažeta, da je Slovencev, ki životarijo, manj kot 1/10. Tistih, ki so polni življenja, pa je skoraj 20%. V 3 tednih je nivo svoje živosti odkljukalo kar 10.000 Slovencev in Slovenk. Porazdelitev po spolu je bila skoraj popolna, saj so glasovale zgolj 3 ženske več, kot je bilo moških glasov. Medtem ko so ženske v povprečju odkljukale zelenega možiclja, torej so le na pol žive, pa so moški bolj živi in živahni, je pa tudi več takih, ki so zgolj na pol živi. Po slovenskih regijah so v povprečju najmanj živi oziroma najbolj životarijo v Prekmurju. Najbolj polno življenja pa najdemo na Gorenjskem in Dolenjskem. Soustvarjalci gibanja smo navdušeni nad odzivom javnosti in pozitivno presenečeni nad rezultatom. Gibanje se je porodilo iz želje, da bi ljudem, ki so manj zadovoljni s svojim življenjem, ponudili idejo, kako z majhnimi spremembami povečati kakovost svojega življenja. Glede na komentarje in odzive na našem spletnem mestu, mislim, da nam je to delno že uspelo. Z aktivnostmi oživljanja Slovencev bomo nadaljevali na naši spletni strani, na okroglih mizah, predavanjih in delavnicah. Največji uspeh gibanja bo tako veliko aktivnih posameznikov, ki se bodo poistovetili z idejo o aktivnem življenju in bodo le-to delili tudi z drugimi prek spletnega mesta www.kakoživ.si in seveda v vsakdanjem življenju. Gibanje bo tako delovalo v smeri usposabljanja posameznikov, da bodo ti sprejemali zrele, avtonomne in odgovorne odločitve, ki bodo povečale kakovost njihovega življenja. Pridružite se živosti, aktivirajte svojo držo do življenja in začnite v življenju uživati. Gibanje Kako živ si pa bo poskrbelo, da boste vedno imeli na voljo dovolj idej, s katerimi je mogoče razbijati stereotipe o tem, da življenja ni mogoče spremeniti na bolje.